Dobro jutro, dobrodošli v Novi Gorici, dobrodošli na dan dostopnosti. Jaz bi se najprej zahvalil organizatorjem, da se ta dogodek pripravili ravno v Novi Gorici, tu pri nas v Novi Gorici, ki skupaj s sosednjo Gorico letos nosi naziv Evropske prestolnice kulture. Jaz upam, da se boste danes tu pri nas dobro počutili. Najprej začnem s tem, kaj Nova Gorica počne na področju dostopnosti. Torej, ravno letos februarja smo sprejeli nov strateški načrt dostopnosti, revizijo tistega, ki je bil v veljavi od leta 2019, kjer smo pravzaprav nastavili 3 ključna področja, na katerih želimo, da so naše investicije, informacije in pa storitve res dostopne za vse oblike oviranosti. Strateški načrt je kar ciljno usmerjen, pripravljamo ga tudi ob sodelovanju naše komisije za dostopnost in pa seveda v tesnem sodelovanju z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih. Stvari se lotevamo tako, da ne gledamo zgolj zakonskih določb, torej tistega, kar je zapovedano, temveč vse rešitve preizkusimo tudi v praksi, tako da res funkcionirajo in da z njimi zaobjamemo čim širši krog vseh tistih, ki imajo kakršnekoli obliko oviranosti. Tudi naša občinska spletna stran je dostopna tudi za slepe in slabovidne. Mogoče naj na tem mestu, ker smo letos Evropska prestolnica kulture, omenim še en projekt, in sicer taktilno galerijo. Torej, v okviru Evropske prestolnice kulture smo skupaj z Goriškim muzejem postavili taktilno galerijo, v kateri je pravzaprav napis ravno obraten, ne piše ne dotikaj se razstavljenih stvari, temveč ravno obratno, razstavljenih stvari se dotikaj in na ta način tudi z drugimi čutili občuti, kaj je umetnik s svojim delom želel povedati. Tako da, kot vidite, veliko pozornosti polagamo temu področju. Na nas se obračajo tudi druge občine in nas sprašujejo, kako smo se tega področja lotili, tako da to nas navdaja z upanjem oziroma s prepričanjem, da je tisto, kar počnemo, prava smer in da je naše prizadevanje zaobjeti čim širši krog vseh tistih, ki imajo kakršnokoli obliko oviranosti, pravo. Kot rečeno, jaz vam želim danes en uspešen dan tu med nami in vas vabim, da nas letos obiščete še kdaj, če ne drugače, na katero izmed številnih prireditev, ki jih skupaj s sosednjo Gorico pripravljamo v okviru Evropske prestolnice kulture. Za tiste, ki ste bolj športni navdušenci, je prva priložnost že 24. maj, ko bo v Novi Gorici cilj 14. etape Giro d'Italia. Upajmo, da tudi z našim Primožem Rogličem v roza majici. Uspešno delo in hvala še enkrat, ker ste prišli. Gospod Brežan, najlepša hvala. Zdaj pa vabim gospoda Huskiča, predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Spoštovani dragi gostje, prijatelji, zagovorniki dostopnosti. Lepo vas pozdravljam v imenu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in tudi v mojem osebnem imenu. Dobrodošli na globalnem dnevu ozaveščanja o dostopnosti Slovenija 2025. Danes smo tu z enim jasnim ciljem. Osvetliti pomen digitalne dostopnosti in ustvariti bolj vključujoči svet za vse. Tehnologija naj služi vsem, brez izjem. Naj bo orodje, ki povezuje, odpira vrata in omogoča enakovredno sodelovanje v družbi. Dostopnost ni zgolj odgovornost, je priložnost za inovacije, za ustvarjanje rešitev, ki premikajo meje in izboljšujejo življenje. Slovenija je lahko zgled pri oblikovanju dostopne digitalne prihodnosti,
sodelovanjem, odprtostjo in zavezostjo lahko zagotovimo, da digitalne storitve niso omejene le na peščico, temveč so dostopne vsem, ne glede na njihove sposobnosti. Na današnji dogodek ne bo le priložnost za razpravo, temveč poziv k dejanjem. Vsak od nas lahko prispeva kot razvijalci, oblikovalci, voditelji, učitelji, zagovorniki ali preprosto kot državljani, ki verjamemo v pravičnost in enake možnosti. Hvala, ker ste tukaj, ker se zavedate za spremembe in ker skupaj gradimo bolj dostopen svet. Naj bo KAD Slovenija 2025 prelomnica na poti k digitalni enakopravnosti. Hvala. Gospod Huskič, hvala tudi vam. Zdaj pa vabim še dr. Matjaža Debevca, predstavnika Accessibility Slovenija, da še on pove v imenu Accessibility. Hvala lepa. Spoštovani župan, spoštovani predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, še posebej tisti, ki ste z nami nadaljavo. Veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu Evropskega centra virov o dostopnosti v angleščini Accessible EU. Ta center je nastal v okviru Evropske strategije za pravice invalidov do leta 2030. In njegov namen je predvsem ta, da poskušamo ozavestiti, omreževati in izobraževati na področju dostopnosti v celotni Evropi. Vsaka država ima svojega izvedenca in v zadovoljstvo mi je, da lahko jaz nastopim v imenu Evropskega tega centra kot nacionalni izvedenec. To se pravi, kakršnakoli vprašanja bodo, se lahko na mene obrnite in vam bomo z veseljem pomagali. Naša naloga je tudi ta, da sporočamo o primerih dobre prakse v Evropsko komisijo in podajamo tudi novice iz področja dostopnosti, ki se tičejo vsake države posebej. In s ponosom lahko rečem, da je naša država zelo dejavna. V primeru nekatere države komaj lahko pokažejo 5 primerov dobre prakse na leto, medtem ko smo mi v Sloveniji že več kot 20 v 2 letih. Tako da lahko rečem, da smo zelo zadovoljni za tem, kar se dogaja v Sloveniji. In ta dogodek, današnji dogodek, ki ga tudi Accessible EU podpira s tem, da omogočamo podnapise in prevajanje v tolmačenje, to je en takšen prispevek Accessible EU k večji dostopnosti. Želimo si, na primer, da bi takšni dogodki, ki so na ta način dostopni, bili vedno. To se pravi še posebej takrat, kadar se ga udeležijo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Danes bomo slišali 2 zadevi. In sicer ena je zakon o dostopnosti do storitev in proizvodov za invalide. To je ta zakon, ki bo zdaj prišel v veljavo 28. junija. In tukaj bo tudi največ vprašanj prijetno tako strani invalidov, kot tudi strani proizvajalcev in ponudnikov. Potem imamo še zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij za javne ustanove. Tudi o tem bomo danes pogovarjali. Imam pa eno zanimivo informacijo za vse vas, ki ste tukaj udeleženi. Zadnje čase se intenzivno dela na standardu za popolno komunikacijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo lahko invalidi uporabljali telekomunikacijske storitve tako, da bodo lahko izbrali real-time tekst v angleščini ali tekst v črko po črko, tako da se bo lahko takoj videlo, kaj kdo piše, video in zvok. Vse v enem sistemu.
Tako da vsak, ki bo to želel, bo izbral svojo obliko, tem bo obvezen za urgenco. To se pravi, če boste klicali urgenco, boste imeli možnost ali izbrati real-time tekst, ali video, ali pa zvok. In to bo od letos naprej nujno potrebno izvajati. To v informacijo in Evropska komisija dela na tem standardu, ki bo prišel zdaj kmalu ven in se ga bo lahko uporabljalo v ta namen. Toliko o teh stvarih, ki se tičejo Evropskega centra virov dostopnosti. Želim vam danes čim bolj uspešno pridobivanje informacij in čim bolj uspešno debato, diskusijo na področju dostopnosti. Hvala, ker ste danes z nami.